služba. Okay. Jaz sem po 3 letih ugotovil, da služba ni nekaj, kar bo meni zadovoljiti, kako se jaz pač sem si življenje predstavljal. No. Tako da potem po tej službi sem praktično cel življenje. Jaz pa ne maram reči, da sem podjetnik, jaz bom sam sebi bolj pokvalificiral kot freelancer, cel življenje sem bil neke vrste freelancer. Potem je minilo 5-6 let, ko sem prvič naletel na mreženje. Ko sem prvič slišal nek marketinški plan in sem takoj rekel, wow, to je pa najboljša stvar, ki sem jih v življenju slišal. Zdaj, zakaj temu tako, lahko bi govoril tle ure in ure, Barbari sem obljubil pred enim mestom na chatu, da bom enkrat napisal knjigo, ki bomo pač le malo večjo strukturo naredili, bom napisal knjigo o mreženju, zato ker je veliko stereotipov in veliko predsodkov kroži po svetu, vse posod okrog mreženja. Za mene je po vseh teh 30 letih mreženje najboljši biznis na tem svetu. Cel kup enih razlogov, povedal bomo samo 2, no, da ne bom zdaj predolg v tem intervjuju. Namreč eno je to, da je pač za moj okus to najbolj naraven način marketinga. Se pravi, kot vedno rečemo na prezentacijah, itak delamo cel življenje vsi reklamo. Se meni zdi zelo pošten, da je pač plačan za reklamo tisti, ki reklamo dela. Se pravi, to je čisto tak bazičen razlog. Drug razlog moj je pa bil to, da sem dejansko potem, ko sem pustil službo, cel življenje delal na promet. Se pravi, jaz obožujem, da sem plačan od tega, kar v življenju naredim, zato ker potem ni limita. Ne. Jaz moram reči, da sem svoje otroke tako vzganjal, že ko je bila žepnina, pri mojih otrocih v srednji šoli je bila koeficient od prometa. Se pravi, njihov promet je bil pa šolska ocena. Se pravi, če je bila 3, je bil tak koeficient, 4 tak in je to imelo dolgoročno dobre posledice, zato ker moji otroci so danes vsi uspešni podjetniki, se pravi, so na desni strani kvadratnega toka, ki si ga prej razlagala. Ne. Ok, zdaj bom pa 25 let preskočil. Se pravi, v vsem tem času jasno sem delal cel kup raznih mrežno-marketinških podjetij in pred 5 leti sem se odločil, da ne bom več delal mreženja. Sem rekel, konc, zdaj pa konc. Zakaj? Zdaj si mislite verjetno, kako pa zdaj to mogoče? Prej si rekel, da si zaljubljen v mreženje, da si pa se odločil, da ne boš več delal. Ja, razlog je cel kup, dejstvo je, da pač to sicer odlično idejo, pač veliko firm tudi izkoristili, cel kup je bilo nekih podjetij, ki so zginile, ki so marketing plan spremenile, dogajale so se takšne in drugačne reči. Skratka, jaz sem se 5 let nazaj odločil, da ne bom več delal mreženja, potem sem pa delal online marketing in moram povedati, tam je pa še večja katastrofa. Ne. Tudi z Boris sem se poznaval z enega online marketinga, ne, tam pa firme še hitreje zginevajo kot sicer. Ne. Tako da bom rekel, da nisem bil v trenutku, ko sem bil poklican za Success Factory, nisem bil pripravljen delati še eno mreženje. Iskreno povedano, da ne. Bil je april, ki me klical moj prijatelj Žiga iz Cipra, je tudi tukaj na klicu, bi si nekaj novega pogledal? Ne. Čez 3 tedne spet, bi si nekaj novega pogledal? Nimam časa. Zakaj? Zato, ker v bistvu niti nisem nekaj prav zelo iskal in sem v bistvu že načrt za poletje, bom šel za oskrbnika v gore, ker zadnje par let sem delal kot oskrbnik v gorskih kočah. Za provizijo seveda se razumemo, ne? Se to ste me razumeli. Ne za plačo, pa ne za provizijo. Živim od provizije. No, potem v vsem tem času sem ker sem dobil ta povabilo od Žigata, ene par zanimivih signalov mi je dal. Pa sem bil v Estoniji zaradi tega, so si šli, ok, super zanimiv. Tako, potem je pa prišel trenutek, ki bi mogel delati v hribe in je prišla smrt v družini in pač sem mogel pogodbo odpovedati in sem jaz poklical Žigata 10 dni po tistem. No, prijatelj moj, sem rekel, povej zdaj. Ker tak sem ga mislil pač enkrat poklicati, ker je Žiga moj prijatelj in prijateljem ne rečeš ne. Sem rekel, no, daj, povej zdaj, zakaj gre. In je delal mi prezentacijo, to je bil mogoče prvi tak ključni moment. Nekdo, če danes nazaj pomislim, ne vem, če bi lahko nekdo bil bolj primerna oseba, da mi je pokazal prezentacijo, to je bil njegov sponzor Odysseus iz Cipra. Enkrat ga poslušajte, ne, tisti, ki ste novi, enkrat ga poslušajte. Odysseus te zastopal, ker je v bistvu nekako zelo, bom rekel, karakterno mi podoben. Se pravi, Odysseus mi je pokazal prezentacijo na tak način, da ni bila pompozna. Jaz sem v tem času se že malo naveličal raznih teh ponudb po internetu, kjer se ljudje kažejo v Ferrarijih, pa lepe vile, pa da ste 100 evrov, pa v te bogati drugo leto. Jaz sem enostavno že malo prestar za tele zgodbice
In žalostno mi je danes, ko vidim, kako vedno znova in znova se ljudje priključujejo zaradi pohlepa nekim obljubam, ki so prazne marne, ker v bistvu dobro vemo, da temu ne more biti tako. Se pravi, ta Odisejas mi je pokazal prezentacijo brez kakšnega, če se smem tako izraziti, nakladanja odvečnih besed, dejstva, zelena dejstva mi je povedal. In glede na to, da sem jaz iz finančnega sektorja, mi je bila zadeva takoj logična pa jasna, sem se, bom rekel, takoj odločil. Nisem še takrat vedel, da bom delal zdaj neko kariero ali pa da bom zdaj, ne vem, da se bo zgodilo to, kar se je danes zgodilo. Pravzaprav. Pač odločil sem se, zato ker mi je bilo cool, zato ker sem videl, da je super produkt. Potem jasno, jaz iz svoje kože ne morem, če si cel življenje mreženje, par ljudi sem opisal, 3, 4, 5, 6 sem jih opisal in potem še danes ne vem točno, kaj se je zgodilo, ampak čez 10 dni sta bila v Sloveniji Eva pa Filip. Jaz ne vem, to je bilo očitno nekaj se je Žiga z njima pogovarjal, Žiga je njima povedal, ti tale Roman je drugač mrežnik, zna profesionalno to delati in kar naenkrat sem dobil pač, ne vem, klic od Eve pa Fila, vse, kar sta hotela vedeti, Roman, ti to resno misliš. In pač jaz sem pač človek, če se nekaj odločim in če dam besedo, potem ta beseda moja nekaj pomeni, sem rekel, ja, resno mislim, niste prišla, kot si rekla, Andreja, iz drugega konca sveta. To mogoče si danes sploh težko predstavljati. Predstavljati si danes upišete enega v Beninu, recimo, in upiše 5 ljudi in greste vi zdaj v Benin, pa prije, kak je pa njega mogoče sploh ni tam, kaj pa veste. V bistvu mi se sploh nismo poznali. In to je bilo zame, bom rekel, prva taka naslednja, bom rekel, prelomna točka, ker sem videl, da vam res absolutno podporen, ker sem videl, da te ljudje zelo, zelo resen mislijo. In takrat smo si dali roka tako. To je bila druga taka prelomna točka, ker sem se v bistvu zelo, bom rekel, še bolj zavezal. S temu rečem, da vedno rečem, da takrat, ko sem se vpisal, ko sem paket vzel, da konec sem se zaradi logike, se pravi, vse stvari na danih so se zgodile, so bile pa bolj srčne narave, se pravi, sem počasi začel spoznavati ljudi, to našo mentorsko, to našo sponzorsko linijo. In tisto, kar je pa bilo potem čist dokončna poroka, s tem je pa to, da sem šel pa septembra, se pravi 2 meseca potisnem v Moskvo in sem tam spoznal lastnike. To je bilo pa zame totalna potem odločitev, z enega preprostega razloga, ker to tudi na prezentacijah pogosto povem, ampak se mi zdi to tako važno, da bom še enkrat povedal, zato ker sem videl, da gre za ljudi, da vodstvo te firme, predvsem Krisa Risa, da gre za ljudi, ki resno mislijo. Tisto, kar vedno znova povem na prezentacijah, je to, da vsem tem času, povedal sem vam, ne vem, firme prihajajo, odhajajo, to sami tudi vsi dobro na tem vklicu veste. Firme, kot je rekla danes Andreja, rastejo kot gobe po dežju, potem, ko dežja konc še hitreje zgnijejo. Torej, jaz sem se hotel prepričati, hotel sem vedeti, da te fantje resno mislijo. Ker sem tam sedel v Moskvi na tem dvodnevnem seminarju, mi je ta moja Eva iz Avstralije poslala SMS, mi je rekla, kako ti je všeč, sem rekel, jaz sem pripravljen, da grem domov. Je bilo kar tako malo, kaj pa je zdaj to, kaj je narobe? Sem rekel, ne, jaz sem dobil, kar sem rabil. Jaz sem dobil potrditev, jaz vem, da te ljudje resno mislijo in znamljajo potem to dokončno odločitev. Tako se je začel. A je bilo to vprašanje, jaz sem odgovoril, a je bilo tle še kaj drugega mišljeno? Roman, hvala, ful si odgovoril, sem že kljukala na vse ostala moja vprašanja, ki sem jih imela. Ja, vse smo toliko zgodbic, da v bistvu te ne skrbi. Tako da, Roman, daj povej nam, glede na to, da dobro eni te poznamo, ampak katera barva pa si ti po Benku, da zdaj to govoril? Jaz v bistvu sem, kar se tiče, bom rekel, teh nekih poslovnih odločitev, dosti zelen. Po drugi strani, pa to, kar sem zdaj razlagal, se pravi, jaz sem se čisto racionalno odločil zaradi stvari, zato ker je to, kar firma govori, je logična. To, kar sem pa vse zdaj govoril, je pa čisto armeno. Se pravi, tista srčna povezava, se pravi, ko sem ljudi spoznal, ko sem videl, da je vizija firme nekaj, kar presega zgolj denar. Zdaj, denar jaz zaslužim lahko na veliko načinov, ni samo denar. Jaz želim pač delati, oziroma preživeti čas, ki mi je še ostal, z idejo, ki presega zgolj finančni aspekt. In to je ena stvar, ki sem jih tudi v Moskvi pri tem Krisu videl. On je 3 ure razlagal, v 3 urah enkrat samkrat ni omenil besede denar.
to rekli, ja, ste pa malo smešen, pa ste povijen klub, pravzaprav, kaj. Ne gre za to. Gre za to, da če firmo vodi samo denar, sem v življenju bil velikokrat razočaran. Zato, ker ljudje, če jih vodi samo denarni aspekt, potem, kad denar naberajo, potem grejo stran, počnejo kaj drugega, se nekaj začnejo zmišljati, odmaknejo se od prvotne vizije. On je pač govoril cel cajt o tem, kako želi pozitivno spremembo narediti na tem svetu. In mu absolutno verjamem, zato ker poznam ozadje, tudi vem za Chrisa Risa, da prihaja z zelo dobro situirane družine, urejene. Vem tudi, da je v mladih letih, 3-4 leta preživel v državah, ki nimajo take sreče, kot imamo mi, da imamo polno rit vsega, ne. In dejansko res njegova vizija, da naredi en pozitivni impact na tem svetu. In s to vizijo sem jaz skupil in to je tudi vizija, ki je zdaj tudi moja. Pač želim, bi rekli temu budisti, posaditi svoje drevo. Super, hvala. Roman, verjetno si že povedal, ampak jaz sem toliko sitna vedno, pa ker sem rdeča, hočem tako z nekimi takimi kratkimi besedami. Naslednji odgovor bo kratek. Ne, nisem te hotela zdaj skrajšati, ampak ljudje se vedno tako sprašujemo, tako, kot si prej omenil, ki si povzel, ne vem, to, da podjetja zrastejo, kako gobe po dežju in seveda ljudje nam marsikaj ponujajo, ne, sploh danes, ko smo v iskanju, nam reke zaklada, ampak neke finančne podpore, neke rešitve, ki ljudje izgubljajo službe in tako naprej. In verjetno se je tudi tebi zgodilo, da seveda se ponudbe usipavajo iz vseh koncev, ne, daj probi to. In tudi rekel si, da si se 5 let nazaj odločil, da pa ti se tega več ne greš, ne, da je enough. Pa nam daj povej, zakaj Success Factory? V bistvu, delno sem na ta odgovor že na nek način odgovoril, pa bom zdaj dodal še kaj zraven, pač zaradi te integritete, zato ker ima firma dolgoročno strategijo. Ta integriteta, pač mogoče za tiste, ki ste mladi še, mogoče ne vem, če vam to zdaj razumete, če vam to sede. Recimo vam bom povedal en primer. Midva se z Borisom poznava z enega online posla, ki je bila ideja odlična, ne, mi vedno rečemo, sama ideja je fajn, ne, ampak mora stati za tem neka integriteta, da to idejo speleš, ne. In tam je bila, Boris bo verjetno dal pa še drugi priliki potrdil to, sva delala 3 leta, jaz sem delal to 3 leta, vsak dan po 2 ure na dan, ampak tako že po 2-3 mesecih sem videl, ne, da firma nekaj obljubi in tega ne naredi. Pa prvič si rečeš, ok, ne, sej, tako, ne vem, prvič je sploh skočila, ne, ampak če prvič je sploh skočila, bo tudi 5. verjetno, pa 7. ne. Prav naše podjetje, če gledate kakšnekoli intervjuje s Chrisom Risom ali pa, če boste kdaj prišli na kakšen event, oni nikoli česa ne obljubljajo, zato ker obljuba vedno dela dolg. Oni raje več naredijo, kot pa bi obljubljali. Se pravi, obljube so, pri obljubah moraš biti zelo pazljiv, ker tisti moment, ko ti nekaj obljubaš, pa na trgu tega ne dostaviš, potem je to ni v redu, potem je to scary, ne. Se pravi, njega pogosto sprašujejo, da bi dal neke roke, da bi dal neke obljube, on vedno reče, moja misija je, da bom naredil vse, kar je v naši moči, zato bomo to speljali in to je odgovor z integriteto. In tudi, kadar naredijo kakšnokoli napako, ne, tudi imajo pogum, pa da rečejo, to smo naredili slabo, bomo popravili tako na ta način, se pravi, da se ne zgovarjajo. Se pravi, ena ta integriteta. Drugi razlog, zakaj je Success Factory, zato sem prepričan, da bo Success Factory od 5 do 10 letih največja firma tovrstnega tipa na svetu. Potem, mislim, da po teh številkah, ki jih danes vidimo in potem, kar sem danes povedal, praktično nobenega dvoma več. Firma že danes dela pametne poteze, se pravi, dodajajo druge produkte, se pravi, na ta način nismo zdaj odvisni tudi od nekih drugih stvari. Če vam zdaj to malo pojasnim, kaj ste mislim, se pravi, vi imate lahko vizijo za DACoin, da bo čez 7 let imel 50 milijonov ljudi. Ne? In integriteta je sigurno ena najbolj pomembnih stvari, ampak na trgu se lahko zgodijo ene stvari, na katere vi nimate vpliva. Ne? In se stvar lahko zavleče, lahko ne gre, kako ste vi mislili. Prav, če imate vi paleto izdelkov, če imate 15 izdelkov digitalnih, ne, se vedno imajo ljudje možnost za to, da to počakamo, da se to razvije do te mere. Prav, če nisi odvisen v firmi od enega samega produkta,
potem ni nobenih težav. Ne? In to vidim, v bistvu ena velika prednost Success Factorja je, da zdaj že nove produkte dodaja in da bo tudi v prihodnosti nove produkte dodal. En razlog je to, kar si ti povedala že na prezentaciji, ker je fino, ker je za različne produkte, za različne ljudi, na drugi strani pa nismo od ničesar odvisni. Prav vedno znova potem lahko tudi neke težke situacije na trgu tudi lažje potem prebrodimo, oziroma firma jih lažje prebrodi. Super, hvala. Na eno vprašanje, ki sem ga imela, si mi že odgovoril, mislim, nekaj njih, no, ampak je bilo, hotela sem te vprašati, ker ljudje se dostikrat, ne vem, ko slišijo za neko podjetje, ne, tako, kot je recimo te Žiga oziroma Odysseus, ki sta ti podjetje predstavila, takrat sta bila seveda samo 2 produkta, če se prav spomnim. Ja. In si nam že pojasnil, ker sem te hotela vprašati, če si se vprašal, mislim tako, ne, a jaz zaupam v to podjetje oziroma v te produkte, si povedal, da si bil v Moskvi, da ti je že prej Žiga tudi povedal za Estonijo in tako naprej. Se pravi, si nam v bistvu povedal, da si ti šel tudi majhen preveriti, pa malo pogledati stvar, se pravi, si vzel pot pod noge, pa ne samo brati spletne strani, ampak si šel še v Moskvo. Se pravi, še malo fizo si zraven zrihtal, pa še kakšne stvari, da ja, vidiš tisto, kar je, se pravi, si zelen, tako kot sem nam povedal, ne, si hotel imeti čim več informacij. Ja, seveda, eno je, da se pač odločiš už nekaj paketov, oziroma to je ta najmanj. Jaz sem pač takoj vzel, ne vem, paket za 5000 evrov, mislim. Pač jaz sem pri teh odločitvah finančnih kar malo prehiter, no, bi rekla moja žena. In to je, tako pa je narejeno. To je eno, ne, se pravi odločitev, da boš pa ti nekomu čas posvetil, ker jaz danes temu posvečam svoj čas in čas je zame pri mojih letih bistveno bolj dragocen, kot pa 5 jurjev. Jaz moram vedeti, kam bom jaz svoj čas posvetil. Ne. To je pa zame pomembnejša odločitev. Ne. Se pravi, jaz sem ravno tako hotel imeti osebnostno zagotovilo, da čas posvečam nečemu, kar ima dolgoročnost, kar ima dolgoročen cilj. Vprašanje je bilo, sem zdaj malo mogoče zašel? Ne, nisi zašel. Sem čakala, da boš povedal, da ti dam naslednje vprašanje. Ne, super. Imam pa eno vprašanje naprej. Ne? Super, ti si zadevo šel pogledat, se pravi v Moskvo, si naredil kaj več, kot marsikdo od nas. Večji korak, zato tudi si ta prvi, bom rekla, ki je štartil oziroma začel Slovenijo, ne, ki je naredil ta velik korak za vse nas, drugače nas ne bi bilo, to moram vedno poudariti, ker te tle zelo cenim in spoštujem in sem ti hvaležna še danes za to. Je pa moje naslednje vprašanje, seveda ti si vse te informacije dobil, ne, šel si v tujino. Predtem si povedal, da si 5 let nazaj se odločil, da ti ne boš več delal, da je s tem konc. A si se pri tej, se pravi, na eni strani si imel sam pri sebi odločitev v sebi, ki je mogla biti zelo močna, da ti tega več ne boš delal. Potem te je prijatelj Žiga izzval, da si Odysseasa poslušal, se pravi iz Cipra. Potem si se odločil, ok, vzamem paket, pa si šel še v Moskvo, ampak verjetno je bila neka tista pri tebi, ne, še vedno v glavi, ne, jaz tega ne bom odločil. A si se kdaj vmes vprašal, a jaz lahko to naredim, ta posel? Ne razumeš, kaj te hočem vprašati? Ja, razumem, da moram čisto iskreno povedati. Tle si na iskrenem intervjuju. To se upravičujem, nisi hotel, da ti povem vprašanja. Ne. Pomaž. Jaz sem rad iskren in verjamem, da lahko dolgoročno zgradimo uspešno skupnost z iskrenostjo. Tako da nič narobe. Bolj mi ta vprašanja postavljaš, bolj mi je všeč pravzaprav. Mogoče mogo samo en stavek še enkrat nazaj povedati, ker sem rekel, da 5 let da nisem hotel tega delati. Moja ljubezen do mreženja je bila še vedno ista. Pač nisem hotel zaradi razočaranja nad podjetji, zaradi razlogov, ki sem jih prej pač povedal. Drugače pa jaz nikoli nisem dvomil, da se ne bi dalo narediti, ker po vseh izkušnjah, ki jih pač imam v mreženju, sem videl to, kar Boris govori in kar pogosto izpade kot marketinška parola. Vsak lahko to naredi. Vsak lahko to naredi, se to je smešno. Pač ljudje ne verjamejo sami vase, da lahko naredijo. Zato, ker v teh 30 letih sem videl
izobražene, neizobražene ljudi, ki so bili zelo načitani, zato ker niso nič vedeli, tako lahko naredi. Se pravi, dejansko je res razlog, zakaj ljudje ne uspejo v mreženju, so čist drugje. Se pravi, vsak bi mogel dati sam sebi priliko, da se razvije do tega nivoja, da usvoji tiste veščine, ki jih pač more, ki pa nič posebega, ne. Se pravi, te veščine niso take, da bi mogel zdaj, ne vem, 3 magisterije napisati zaradi tega. Veščine so v bistvu relativno preproste. Te veščine se vse lahko naučiš, kot ti praviš na prezentaciji, v procesu. Vse, kar treba na začetku narediti, je to, kar Boris govori, potem pa vse v procesu se pač naučiš. Tako da jaz nimam nobenega dvoma, da ne bi mogel narediti. Jasno sem pa lahko človek, krvav pod kožo, lahko imam slabe trenutke, ker si mislim, zakaj mi ne gre bolj, zakaj mi ne gre hitrejš, pa zakaj, ne vem, ker se mogoče malo pritožujem sam nad sabo, ne. Vsi od nas imamo take trenutke, mislim, da tudi največji lider na svetu ima kdaj kakšen slab dan, ki si misli, pa kako naj mu razložim, ali pa ne. Tako da jasno, imam slabe dneve, imam slabe trenutke, ampak to moje odločitve, moje zaveze, ki sem jih takrat dal pa Filu, nič ne spremeni. Ne. Popolnoma nič. Pač gremo naprej. Pozabim ta trenutek sladmine, grem na sprehod. Vsa sprehajam 4 ure dlje kot običajno in pač mine ta napad neke nejevolje. No, super, ker si to omenil, bom pa kar nadaljevala z enim vprašanjem. A pa je vse to, se pravi, imaš te ne psa 4 ure sprehajaš, zato da pač nekaj mine in tako naprej, ne? Yeah. In tako, kot si tudi rekel, spet gre malo nazaj, ne, praviš, ne bi bilo tega treba, oziroma si se tako odločil, pa si se pol odločil drugače, ne, in si se zavezal s tem podjetjem. Včasih se zafrkavamo, pa rečemo, da smo se poročili, ne, s tem podjetjem. Pa ljudje, pa te bom tako vprašala, kar ljudje dostikrat radi se sprašujemo, ne, in se navezujemo na to, kar si povedal. Daj povej, a je vredno? A se splača? Ja, prej sem povedal na samem začetku, da bom povedal samo 2 razloga, zakaj je mreženje super. Zdaj sem izvala k temu povedal še 3. Mreženje je kot 3. razlog najboljši biznis na svetu, zato da lahko razvijate svoje osebne kompetence, da razvijate sebe kot človeka. Zato, ker ne morete imeti ogromne mreže po celem svetu, ne da bi razvili svoje osebne lastne kompetence. Se pravi, zdaj eni ljudje hodijo v službe, pa popoldne se ukvarjajo z duhovnostjo, ali pa hodijo, ne vem, na jogo, ali pa ne vem kaj. Tukaj imate omrežje, imate možnost, da v paketu dobite vse skupaj, zaslužite, osebno napredujete, spoznate nove ljudi in ste frej. Ne, to je pa še 5. razlog, mogoče, da ne bo za intervju predolg pravzaprav, ne. Tako da, absolutno se splača, zato ker je tudi prepričanje, ne, da moraš v življenju imeti 20.000 evrov plače na mesec, zato da si frej, sploh ne drži, ali pa v mojih očeh ne drži. Gre v bistvu za pravo kombinacijo časa in denarja. To je frej biti, ne. Ljudje mislijo, da morajo zaslužiti milijon za to, da je frej, ne, pa mogoče po 1 milijon zaslužijo, pa še vedno niso frej, ker so ujetniki v sistemu, ne. Prav, denar ni nekaj, kar bi mene poganil, imam rad denar, tako kot vsi. Zdaj mi ne vem, ti kot rdeča me verjetno sprašuješ, če se splača finančno. Seveda se splača, tudi finančno se splača. Na splošno. Ja, okej, ti da mene sprašuješ, kakšno je moje stališče. Pač moji cilji, ne, pri takih letih, ki sem zdaj, so se spremenili, ne, ko sem bil star 25 let, sem mislil, da je fajn, da bi imel vilo s 3 bazeni, pa 7 avtomobilov. Pač moje vrednote so se čisto spremenile, zato ker v bistvu lastništvo samo obremenjuje. Jaz imam najraje čim manj stvari, ne ima žena, pa podjetje moje, pa tako naprej. Drugače se pa splača, zato ker v bistvu dobiš kvaliteto, to, kar hočem povedati, če imaš ti obojega pravo mero, če imaš, ne vem, 7 jurjev na mesec dohodkov, pa imaš v povprečju 4 dni frej na teden, je to biti frej, ne, se pravi, da počneš v življenju tisto, kar pač rad počneš. Ne. Daj mi nekaj. Ja. Upam, da si ti odgovoril, ne, zame se absolutno splača, ker nisem money driven tudi, ne. Zdaj pa za tiste ljudi, ki pa to zelo gledajo, to mreženje kot zaposleni, imajo pa ponovadi težave, ne bom še to povedal, no. Zato, ker zaslužek v mreženju ni linearen.
Ne, to recimo še moja žena po 10 letih, ki so skupaj še vedno ne razume. Ne. Ona pravi, ne razumem, 12 ur na dan delaš, ampak na tvojem bančnem računu ni to, ki bi pričakoval. Ne, zato ker zaslužek v mreženju ni linearen, to ni delo na uro. Ne, se pravi, vi v začetku zaslužite v prvih tednih, mesecih, prve pol leta relativno malo. Samo, ko enkrat naredi potem to bi vam znal bolj izpovedati, ker ima ogromne strukture že v življenju. Prav, ko se enkrat snežna kepa sproži v vašem biznisu, boste zaslužili ogromno, samo morate se pač prebiti do tja. Ne? In tisti, ki razmišlja z miselnostjo zaposlenega, reče, aha, 2 meseca sem tukaj, ponudil sem 80 ur, pa zaslužil sem pa 200 evrov, to se sigurno ne splača. Ne, tisti, ki tako razmišlja, ne razume vzvoda, ne razume principov mreženja, mora malo se pogovoriti z sam sabo, ali pa mogoče kakšno knjigo prebrati o tem, ali pa malo to raziskati. Ne. Se pravi, absolutno in finančno se splača, in osebnost, in tako, samo moramo razumeti, moramo vedeti, kaj delamo. Ne. Moramo razumeti principe mreženja. Ne. Se pravi, ko enkrat dosežete efekt snežne kepe, se enkrat začnejo telefonci gledati za ljudi, ki jih ni več ne poznate, kot se zdaj dogaja, bori se vsak dan, on je zdaj ta poriv naredil. Sam pač do tja se je prebil, do tja je pač delal vsak dan to, kar vam je povedal. Ne? Se pravi, ni on zdaj računal. Aha, zdaj sem pa za bencin dal 15 evrov, sem v Ljubljano prišel, pa 3 kave sem plačal, to se ne splača, zaslužil sem pa nič, ko unih itak na sestankih ni bilo. Se pravi, Boris ima toliko izkušenj, da pozna te principe mreženja, da moraš ta preboj narediti, da moraš čez to štenkco stopati čez. Potem se pa tudi finančno splača, ker vem, da na tem intervjuju hoče od mene slišati, da se finančno splača. Finančno se absolutno splača, zato ker imamo digitalne produkte in so provizije, so marže više kot za katerikoli fizični produkt. Tako da v nobenem mreženju za fizični produkti ne morete zaslužiti to, kot lahko v success factorju, glede na to, da imamo produkte takega tipa, kot jih imamo. Roman, sem spet zdaj na 3 vprašanja nekaj odgovoril. Ja, ampak nič hudega. Imam še, mislim, da 2 vprašanje, če naš še bodo zraven. Se bom jaz kratko. Ne, se z veseljem govorim, sam če me... Ljudje radi te poslušamo in ko nam stvari razlagaš, imamo občutek, da tebi je vse takole z lahkoto, ne? Obvladaš stvari, imaš izkušnje iz preteklosti. Daj ti nam povej, a dobijaš neje? Ja, absolutno, večino je nejo. Ne, kaj pa je potem tisto, kar tebe žene naprej? V bistvu jaz zastopam te neje in jih čist neosebno jemljem. Najprej bom to povedal, ker je to mogoče dosti strašljivo za novince, ali pa tudi mogoče za one, ker niste toliko novinci, težko prenašate neje, sem opazil. Predstavljajte si, da imate, ne vem, trgovino s čevlji, recimo v Aleji. Ste si prvi najeli splec, ne pa da ste noter 300 parov čevljev. In ljudje hodijo v vaše izložbe in 99% ljudi gre v vaše izložbe, v bistvu, kaj so vam rekli, ne, pač me ne zanimajo tvoji čevlji, ampak se vi se ne obremenjujete s temi, vaše delo je, se ukvarjate z ljudmi, ki pridejo v vašo stacuno. Res pa je, da se pač na ta način, če imaš ta klasičen biznis, če si v trgovini, pač je to neosebno. Noben ti ni tam čez stopa čez vrata trgovine pa rekel, ne bom vzel to, kar te preče. Se pravi, to moraš vzeti v zakup. Se pravi, ne, to ni nič narobe z vami, ne nič narobe s firmo, ampak ne, čisto normalen. Hvala Bogu, da 90%, pa 80% ljudi reče ne, ker če bi se rekli ja, ne, potem bi do leta 2024 cel planet upisali. Pač tega omreženja, hvala Bogu, tega ni. Potem pridemo do te točke, ker rečejo, da se bo ljudi zmanjkalo. Ja, če bi vsi rekli, ja, bi verjetno res zmanjkalo, nisem te kalkulacije sicer še delal, ampak verjetno bo res zmanjkalo. Kaj je moj, jaz imam cel kup enih razlogov, zakaj me žene naprej. Predvsem pri mojih razlogih sem dosti men. Jaz sem veliko izkušenj v mreženju in vem, da ena od lepot mreženja je tudi to, da v bistvu lahko pomagaš drugim ljudem. Jaz pač, moj cilj je, da bi bilo v Sloveniji čim več takih, bi mi rekel, Roman, če tebe ne poslušam, ne bi danes bil Frej. To je en tak zelo moj, dosti močen motiv, bistveno močnejši, kot pa vile pa Ferrari.
Zato, ker želim pustiti eno sled za sabo. Super. Zdaj pa jaz vprašanj nimam več, glede na to, da si na veliko mojih vprašanj že odgovoril. Lahko bi te še spraševala, ker veš, da midva lahko komunicirava dolgo, ampak bi za zaključek ne bi rada zaključila z mojim vprašanjem in s tvojim odgovorom, seveda, ampak bi želela zaključiti ta intervju z tvojim sporočilom. Kaj je tazga, kar me ti nisi vprašala, pa bi rad povedal? A to? Tvoje sporočilo nam, ki smo danes tukaj s tabo in ki ga lahko predamo tudi naprej ljudem, ki te niso slišali. Ti rekel, da ti nam povedala stvari, kaj te bomo vprašala. V bistvu sem ti rekel, da sploh nočem slišati, sem hotel, da je spontano, ampak zdaj sem pa dobila, zato ker bi tokrat stvari povedal. Pa moram zdaj izluščati nekaj, en stav, ki bo wow. Tudi mi. Če ne bo wow, mi boste oprostili. Mogoče se bom zdaj, ko bom ugasnil, bom še ven enega povaja, pa se bom spomnil, zakaj nisem tega rekel. Moje sporočilo je, 40 let sem v tej industriji, s temi presledki vmesnimi, zaradi razlogov, ki sem jih povedal, ne bom ponavljal. Mreženje je, bom napisal enkrat knjigo, siguren, odlična priložnost, da lahko povprečen smrtnik doseže outstanding rezultate, se pravi, da naredi nekaj na poslovnem področju, nekaj, kar je čist izven pameti. Povprečen pomeni, da nisem povprečen v smislu inteligence, ali pa recimo povprečen pač mislim, da nimate nekih posebnih talentov, se pravi, da ne boste nikoli olimpijski prvak, nikoli ne boste posneli filma kot bestseller, da nikoli ne boste pop zvezdnik, recimo, da nič od tega pač nimate nekih takih izrecnih talentov, ste lahko legenda v svoji družini, da naredite nekaj, kar vam bojo rekli zavanci. Ja, Doris je to začela, ja, Andreja je to začela in danes imam imperij. Zato, se splača. Zaradi vseh teh razlogov, ki sem jih povedal, eno je finančni, jaz čisto zastopam, ljudje jasno, da začnejo zaradi denarja, zaradi dodatnega dohodka, ampak ta posel, oziroma to, kar ti nudi, ta industrija je toliko več in mi je žal za vsakega, ki neha prej ali pa ki ne vidi z tega, ker je prej nehal, ker bi lahko spoznal vse, kar ti lahko doda. To je moje sporočilo. Sem vam, vztrajajte, zato, ker se splača. Zaradi različnih stvari, ne samo zaradi denarja, zaradi različnih stvari. To je to. Roman, hvala. Jaz bi še kaj sprašvala, pa ne bom več, ker bom prišparala še za kakšen intervju, zagotovo te bomo povabili, ker si poln znanja in si nam za velik vzor in še enkrat hvala ti, da si začel, oziroma da si se odločil Žigo poklicati po tolikih tednih in da si po tem, kar sta ti Žiga in Odiseja predstavila, rekel ja, da si pravzaprav s tem tvojim ja dal nam vsem priložnost in seveda potem se sami odločimo, ali gremo to naprej ali ne. Še enkrat, brez tebe ne bi bilo Slovenije in ja, jaz ne smem biti zdaj preveč rumena, ko potem začnem na čustveno plat. Ko se zgodi ura ta rdeča, da zgine. Skratka, hvala ti za tvoj čas, hvala za tvoj, oziroma, da sem lahko vodila intervju s tabo. Imam še vedno tremo, kljub temu, da smo prebila to. In ja, želim, da sodelujemo s tabo naprej in da nam tako pomagaš to, kar nam zdaj in da si nam tako dosegljiv, jaz bom nekaj temu kar 24/7. Hvala. Sem popolnoma zavezan, zasledujem vizijo mojih mentorjev in pa predvsem vizijo tudi Kris Risa in gremo do konca. Lahko noč. Hvala lepa. Čau, lahko noč. Čau, lahko noč. Čau.